30. marec je dan, ki so ga razglasili za dan krškega muzealstva in to zaradi več razlogov. Prvo je bilo leta 1946. Valvazorjeva hiša je bila takrat razglašena za spomenik državnega pomena. Danes seveda je to spomenik lokalnega pomena. V istem dopisu, ki ga je takrat prejela občinska uprava, je bil za predstojnika takratnega muzeja v Krškem imenovan Franjo Stiplovšek, torej slikar, ki ga poznamo tudi v Posavju. Potem leta 2010 pa smo v Krškem odprli ponovno muzej, torej Mestni muzej Krško. Seveda pa je muzejska dejavnost tista, ki je ena osrednjih dejavnosti Kulturnega doma Krško. Tudi sicer se jo izvajamo tudi na gradu Reichenburg. Smo upravljavci tega imenitno prenovljenega gradu, pa potem v delu Mencingerjeve hiše, Hočevarjev mavzolej, sočasno ob prevzemu nalog muzejske dejavnosti, pa smo prijeli v upravljanje tudi Galerijo Krško, ker se sicer razstavni program odvija že vrsto desetletij. Planinčeva je ob tem dodala, da so lani 87 000 obiskovalci zabeležili rekorden obisk na ravni celotnega Kulturnega doma Krško. V Mestnem muzeju Krško jih je bilo skoraj 7500. Od tega polovica muzejskih obiskovalcev oziroma šolskih skupin, ker primarno se z to, kar prezentiramo v Mestnem muzeju Krško, je zgodovina mesta in lokalne skupnosti, zato tudi primarno sodelujemo s šolskimi skupinami. Sicer pa so v 13 letih v muzeju pripravili 13 stalnih in 63 občasnih razstav. Trenutno jih je na ogled 8. To je njihova najnovejša, Štoviček in prijatelji s podnaslovom France Vardjan, ki nekako razkriva kulturni milje Krškega, torej kako so se krški intelektualci, pa bomo rekli bolj širše posavski, povezovali med seboj. V tem konkretnem primeru izpostavljamo prijateljevanje Franceta Vardjana in Vladimirja Štovička. Seveda pa je v zapuščini Franceta Vardjana se kar naenkrat še pojavil Božidar Jakac, tudi njegova dela, tudi skozi fotografije. Skratka, nikoli ne moremo izpostaviti samo dveh, vedno je to širši kontekst nekega pripovedovanja o lokalnih prebivalcih. Trenutno se v Mestnem muzeju Krško ukvarjajo z raziskovanjem rudarstva v Posavju, torej s premogovnikom Senovo. Pridobili smo nekaj sredstev iz participativnega proračuna, tako da bomo v prvi fazi evidentirali pogovore z rudarji. Želimo si tudi evidentirati čim več predmetov, ki so še ostali, in seveda tudi produkt tega projekta bo video. V tem letu bodo med drugim odprli občasno razstavo o Rezi Pirc in dopolnili nogometno razstavo.